Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi pevka, glasbenica, učiteljica petja, vedno nasmejana, dobre volje, polna energije, pa vendar zelo rada spi. Je ena taka energična kožašica, z mano je Nastja Gabor. Lepo pozdravljena. Živijo. Kako si povedala? Malo se treba pripraviti. V redu sem, v redu. Moram reči, da že od jutra na poti, tako da v akciji skozi. Pa tudi, danes sem že naspana, kak dan pride, ker nisem najbolj. Kako rabiš, da se naspiš? Včeraj smo se z enimi prijatelji pogovarjali, da dejansko 9-10 ur, če spim, sem top. Če pa ne spim 90 ur, kar se veliko krat zgodi, da je tudi kakšne 5 ur, 6 ur, potem pa moram nujno popoldne kot babice na popoldanski spanec. Malo sieste. Ali pa vse ta power nap varianta, 15 minut nekaj takega, da sem pol spet pri energiji. Zdaj moram te vprašati, imaš 2 otroka, kako si pa takrat ukomponirala 10 ur spanja? Redno, ko sta bila majhna, je bilo težje. Itak, da to ni bilo, ni šlo čez, je bilo pa res, da sem bila pol čez dana, zato pa so te porodniške in vse skupne in sem ful upoštevala to, kar so mi tudi govorili, ko gre otrok spati tudi ti, da se spočiješ. Je pa res, pri prvem je to mogoče, pri drugem je že nemogoče, ker drug raja in bioritmi so čisto drugačni, ne vem, ti je takrat spala 3-krat, 4-krat na dan, ker je bila še dojenčica, ta je pa že 2-krat in pol, da se tudi kdaj nekaj zaspal, pa se je zbudil. Tako da ampak pač sem malo Luko izkoristila, da je, ko je prišel domov, da je bil malo aktiven z njima, pa da sem, 15-20 minut sem tam, da sem malo regeneriral. Zdaj, kot vse goste, sem tudi tebe prosila, če se bojo prineseš 3 take osebne predmete, oziroma predmete, ki te spremljajo, vedno in povsod. Kaj si prinesla? Definitivno je to moj glosek. Vedno imam ali belo ali glos ali nekaj. Tako rada imam navlažene usnice, če ne maram tistih suhih usnic, sploh zdaj v tem zimskem času. Ful imam rada, tudi pri drugih, da dišijo. Tako da to je sicer parfum od mojega, delam reklamo, veš. Ful imam rada parfumčke, je pa ful fajn, kaj tako je na šminkito, veš, pazički. Tako da, primerjati za majhne torbice in pa definitivno kartica, ker kamorkoli grem, vse veš, kakva pijačka, levo, desno, pa da nimam tiste velike denarnice, pa dam lepo v torbico, tako malo not in to je to. Tako da, to je take nujno potrebne, pa prej sem malo govorila, še o mojem prstanu, tako da to je tudi zdaj del mene. Ta ti pa verjetno še poročni pridružil, tako da. Zelo lepo. Zdaj, moram reči, ko sem se pripravljala na tale intervju, promoviraš oziroma izdala si novo pesem Letim. In res si leteča, zadnje čase. Res, odkje ti ta energija, intervjuje je veliko nastopov. Kje črpaš to energijo? Si že po naravi taka? Sem po naravi taka, je pa res, da velikokrat me tudi pol zmanjka, ko je veliko tega, velike pogovorov, velike razmišljanja in tudi recimo nastopi, valjda, kad daješ ljudem vse te stvari, te valjda malo izčrpajo. In zato pa imam potem, ne vem, pomoč voznika, gre z mano kitarist, pianist, tudi včasih Luka, da se lahko nekako spočijem, da malo odspim v avto, recimo. Tako da sem kar taka zvezdica za spanka, ki rada si vzamem nekak čas, da sem ne bi bila tu taka, če ne bi bila spočita. Tako da. Zdaj ta tvoje spanje, zanimivo, nekje sem zasledila, da imaš tako lastnost, da lahko kjerkoli zaspiš. To še vedno drži. Res, to je res. Nimaš težav. Ne, to imam da po mojemu atijo. Po moje tudi sem navajena, veš, jaz sem že kot najstnica, oziroma že kot otrok, 12 let sem bila takrat stara, pa še prej sva hodila z atijem na te festivale, otroške, najstniške, v tujino, in tako veš, tam smo bila pol lako, na letalu, v avto, in definitivno sem mogla nekako spati, včasih smo se tudi po več urkam vozili, Tako da pa tudi recimo hoteli, apartmaji sem menjavala in mi to ni problem, Ker recimo moja mami ful ne more kje drugje spati, ko sem doma, Tako da Tako da dobro, da nisi po mami. Hvala Bogu, pa ful slabo spija, veš, ful se jo zbudi, tako da moram reči, da imam otroka, ki sta po meni, hvala Bogu. To imaš pa kar srečo. Torej, če se vrnemo k pesmi Letim, povej, kakšno sporočilo nosi? Pesem Letim je v bistvu ena taka ljubezenska pesem, zelo nekako preprostim besedilom, ampak v bistvu življenje pa ni tako preprosto, in
glih zaradi tega, ker se mi zdi, da smo res v takem času, ko skozi poudarjamo te odnose, pa to, kar se dogaja, pa skozi se mi zdi, da nekako hočemo, a ne, da pridemo ven iz tega, da smo spet to, kar smo bili včasih, ko sem bila jaz majhna, ko smo se skupaj igrali, ki ni bilo več, mislim, ni bilo toliko teh telefonov in vseh teh zadev, ne. Da isto pri odnosih, ne, ful je bilo polučevanja in vsega tega. Ne, hočem eno pesem, ki je pozitivna, ker vem, jaz pa na porokah in vem, koliko parov je, ki so zaljubljeni, ki se imajo lepo, ki letijo, niso samo ločitve, ampak so tudi pač lepe ljubezenske zgodbe, ki jih pač pišejo pari. In evo, ena ljubezenska zgodba prije tudi to poletje, ne, z nama z Luko, tako da nekako pa od pesmi Mama ustvarjam oziroma govorim stvari, predajam skozi glasbo, ne, to, kar sem, to, kar v tem trenutku pač počnem in evo, to je pesem Letim, ne, ker dejansko letim, ja, lepo mi je, no. Je pa res, da vsakem od nas valjda so vzponi padci, da ne bo zdaj to, da zdaj pa nekaj idealno tu predstavljam, ne, ampak se mi zdi, da je čisto dva taka, ki se pogovarjata, ki se znata dopolnjevati, ki znata sprejeti drug drugega, to je čisto drugačna, ne, in se nekako dvigniti, ne, pa lahko nekako poletita in letita. Saj ravno to, ne, sem v enem intervjuju poslušala, si rekla, da pesem je tudi govori o tem, kako ohranjate odnos, tudi ko ta prva iskrica ne zamre. Kako pa vidva z Lukom skrbita, da ta iskrica ne? Ja, definitivno se mi zdi, da je tu ta pogovor. Vedno, ko pridemo te situacije, ko se kdaj zgodi, da gremo drug mimo drugega, ali pa ne vem, se zgodi, da se ne slišiš, ali pa začneš ugotavljati, da se sploh ni pošteko, kaj sem rekla, ali pa obratno se to zgodi, ne. Da se usedemo, da si vzamemo tisti čas, da se pogovorimo, da si povemo pač, a ne, da si poveš, ne, kaj te moti, kaj ti ni okej, zakaj si prizadet, ne vem, skratka, največ je ta pogovor, se mi zdi, a ne. Pol so pa itak še te malenkosti, ki pa se mi zdi, da pridejo same od sebe, ne, to so pa te pozornosti, ki jih pač imamo, ki ne vem, veš, da ga nekaj razveseli ali pa mene in pač take stvari, lahko so to čisto neke male stvari, a ne. A sta oba taka romantika, da si pripravljate ta mala presenečenja? Ja, mislim, sploh bom rekla, tako zdaj sploh, ko so bile te, ne vem, zdaj imam 30, ko ne je bilo neko presenečenje, pač ne vem, tako se mi zdi, da si vedno, tudi če ni zdaj okrogla ali pa nekaj, vedno najdeva nek razlog za to, da je neko presenečenje, ali pa ne vem, nekam gremo, veliko tudi zahajamo pač na pak z družino, da smo več skupaj, recimo, tudi se zgodi kdaj, da vidiš, da je zdaj pa overdose vsega, ne, da nastopava očima, ono tretjo, tudi ta mali včasih ne vidiš, okej, zdaj pa rabimo kak teden, da gremo sami, ne. Tako da ja, vse to se mi zdi, te pogovori in ta energija, no, da se ohranja, da letiš, da živiš, a ne, da letiš. Ja. Vseeno te pa moramo vprašati, ne, nekje sem zasledila, da si otrok ločenih staršev, da je to zaznamovalo. Si še bolj odločena, da bo tvoja veza uspela. Ja, tako bom rekla, jaz sem bila takrat glih prvi letnik faksa, a ne, in jaz sem tudi študirala socialno pedagogiko, ki mi je ful veliko pripomogla pri tem, a ne, tam so se pač ful pogovarjali o odnosih, pol tudi vidiš, ne vem, razne družbe ljudi, kako živijo, a ne, in sem se mogoče tudi zavedala, ne vem, kaj pa imam bilo vse dano, ne, da sem vseeno imela neko družino, da še vseeno imam starša, ki še vseeno, kljub temu, da se ločila, da se nekako znata pogovoriti, da se slišita, da se zna, a ne, pač take stvari. Bom pa rekla, da ja, recimo moj brat, ki pa je bil mlajši 8 let, a ne, pa kakorkoli obrnem, ker logično, da je bilo to neko obdobje leto, dveh, ker sta tudi pač starša vsak po svoje mogla to predelati, a ne, in valjda nista vse delala prav, kot pač noben ne bi v taki situaciji, ne. On pa je mogoče malo bolj na srko, no. Tako da meni je ful pomagala ta socialna pedagogika in pa tudi to, no, da sem bila že kar takrat, bom rekla, sem malo bolj odrasla, ne, nisem bila več otrok, bolj sem si znala razlagati, tudi s staršema sem imela bolj ta že prijateljski odnos, bolj sta imela ta občutek, da mi lahko poveta, da bom razumela, ne, kot pa recimo pri bratcu, ne. Si pa mogoče takrat malo hitreje odrasla zaradi tega. Ja, definitivno, ja. Mislim, so neke stvari, bom rekla, ko itak ti pustijo, a ne, še zdaj, valjda si vsak otrok želi, da bi prišel domov, pa da sta starša srečna, ampak dejansko tudi vidiš, no, v bistvu zdaj za njiju si pa želim glih to, ker imata druge partnerje, ne, si sam to želim, da sta tu srečna, da kjerkoli sta, sej v končni fazi, če tako pogledaš, ne, najbolj važno je to, da so fajn, da ko prideš, da vidiš, da so okej, da so zdravi, da so v redu, ne, to največ šteje, no, tudi če zdaj niste skupaj, no. Zdaj, če že govoriva o tvoji primarni družini, kakšna pa je bila mala Nastja? Si vedno tako nastopala, si imela rada pozornost? Ja, ful rada sem nastopala, tako jaz mislim, svega otroštva se ful spomnim in tako ful se spomnim, koliko je bilo
Lepo, res, tako se mi zdi, vsi ljudje, ki sem jih imela okrog sebe, od staršev do babic, tudi od staršev, ful sta me hitro imela, mislim, da pred 20 letih sta me že imela in ful sta imela te prijatelje in to in sta me ful vključevala, pol živela sem na bloku recimo, ne, smo igrali nogomet, odbojko po tistih, ne vem, kako rečete, štangah, pa rečemo na Koroškem. Ja, smo se pač obešali in ful imam tako en lep spomin, poleg tega, da nasprot bloka je bila pa ena hiša, kjer je živela moja kolegica Nika. In mi, da so se dobivali in takrat sva plesali, peli, ful smo oboževali Game Over, Bipo, Pejunik, Bibiti, ne vem, kaj so bile takrat scene. Tudi vem, da takrat, ko je bil ta Pop Stars, ne, v Mariboru ali neki smo šli. To se pravi, noro se spomnim, mislim, tudi spomnim se, prav taksi v radiju sem imela in sem si ga pržgala, si naredila, ne vem, mikrofon, pač primila sem tam barvico in plesala in tako ful vidim zdaj Tijo, recimo, da gre po teh korakih isto ima rada, malo se pogleda ogledalo, kakšne šminkice. Tako da, ja. Kdaj si pa to ljubezen do glasbeno, da si prvič, ne vem, pomislila, da bi lahko to bil tvoj kruh? Ja. Da bi od tega živel? Ja, to bo pa kar rekla, da je bilo pred, ne vem, mogoče 5-6 leti. Tako se mi zdi, mislim, moj kruh, bom rekla, je bil že odkar sem šla na faks, ne. Tam sem si našla band in smo veliko nastopali in sem veliko služila, ker tudi v bistvu sem 4-krat na teden nastopala, ne. Bila sem, ne vem, jaz sem ful dolgo časa, pri 15, mislim, da sem začela, sem kelnarila, ne. In pol se je ful hitro to prelevilo, da sem dobila nastope in neke restauracije v Ljubljani sem pela in pa smo začeli te poroke, kakšne sindikalne zabave, hotelčke, ne. In sem videla, jaz pa ne rabim več kelnariti, jaz pa lahko zdaj od tega dejansko živim, kar naj reč počnem, ne, pojem, ne. Tako da pol smo imeli to ekipo in smo ful pač ustvarjali, bili pridni res. Pa bom rekla tako, da bi pa rekla zdaj kariera, pa da dejansko mi je pa to res prineslo kruh, da tudi, ne vem, zdaj živim sama, ni več pomoči atija in mamice in podobno, ne. To pa je bilo pol takrat kaj pa se, mogoče kakšne 2 leti pred pesmijo Mama, tam nekje, no. Tudi pesem Mama jo vedno omeniš, ne, da je bila tista prelomna v tvoji karieri. Ja, nekako ful štejemo tu, pa nekaj narobe, recimo tudi na koncu vse spravo se obrne, So naravno, to so ful lepe pesmi, ne. Ampak to so že pesmi, bom rekla, to so pač pisali drugi, Klemen Glinar, ki je zelo dober pisec in Boštjan Grabnar, ne, je naredil melodijo, oziroma aranžmavan delo melodijo naredil Klemen Glinar. V glavnem, to so ful take pesmi, ampak mogoče So naravno, recimo, sem takrat tudi vzela, ker me je bolj spominjala na to ločitev staršev, ne. Potem na koncu vse prav se obrne, mislim, da je bilo glih v času, ko je bila tudi tista korona in vse to, ne, in je bilo na koncu vse prav se obrne in pa tudi v ljubezni, ne, kakorkoli spet je ta ločitev, na koncu itak vse dobro, ne. Tako da, ja, ni bilo to iz mene, ne, ni bilo to zdaj iz mojih izkušenj nekaj. Od pesmi Mama je pa res, se mi zdi, da vse, kar jaz čutim, tudi nekako sem del tega, ne, pišem besedila, ne vem, melodijo ustvarjam, sem skupaj, ne vem, z Domno Hutrapo v studiu, ko delamo aranžmaje, že znam malo povedati, kaj si želim, več slišim, ne. Tako da, ja, nekako vedno bolj tudi postajam jaz, to, kar je meni všeč, ta pop-rockerska glasba in tudi s pesmijo letim, že v bistvu jaz in ti v najlepše kraje. Nekako, ja, vedno bolj sem jaz tudi v glasbi, no, tako bom rekla, ne. Ker itak vsak si želi, ne vem, če imaš ta dar, potencial za petje, ne, vsak si želi biti nekje na odru in to pač blesteti in avtorska pesem, ne. Zdaj pa se mi zdi, da sem pol tu, ne. Ne vem, tako bom enkrat 60 let stara lahko gledala zdaj, pa se spomnila, to je bilo za to, to je bilo to, ne, to pač res nekaj pomeni, no. Kot en osebni dnevnik skozi petje, ne. Ja, tako. Si tako lepo v enem intervjuju rekla, da vsa čustva vi glasbeniki predelate skozi petje, ne rabite kakšnih drugih posebnih. No, tudi recimo, ko smo prej o tej ločitvi govorili, mogoče tudi to mi je ful pomagalo. Jaz sem imela takrat, jaz sem imela res ful nastopov, ne, in iti na oder in dati to ven in peti tudi, itak takrat smo prepevali coverje drugih izvajalcev, pač hite, ne, slovenske, angleške, hrvaške, in se mi zdi, da tudi to, ne, že s tem tudi veliko predelaš, ne, že samo družbo, tako veš, vedno je okrog nas cela ekipa band, ne, potem pa še to, ne, interpretirati te pesmi, se vživeti, da ta čustva ven, ja. Ne, brez tega res ne bi mogla, no. Zdaj, posebno čustveno je bilo pa tudi, ko ste snemali, ne, ta videospot Letim, to si zdaj že velikokrat povedala, ampak vseeno je tako lepa zgodba, tvoj kitarist se je zaročil, ne, v Monaku. Tako je. Ja, to je bilo v bistvu eno ful lepo presenečenje za nas, ker nekako nismo pričakovali, ne. Katarina in Matevž, mi smo pač že ful dolgo prijatelji, ne, in tudi Matevž je pač moj kitarist,
Tudi Katarina sicer poje, ampak si ne upa toliko še v javnost, v glavnem, in so ful povezani med sabo. In ona dva vedno, ko smo govorili o neki poroki in teh zadevah, pač iz Mateževe strani je bilo, zdaj, ko gledam nazaj, si bolj ni upal, ne, je bil bolj ta strah, mogoče kako bo to speljal, ne. Iz Katarinine strani pa sem vedno videla to željo, ne, ampak in me toliko presenetilo, res 3 dni preden, da smo šli, mislim, da bo, par dni, no, glavno, preden smo šli v Monako, je on meni rekel, Nastja, sem se odločil, da bom zaročil in sva, kaj, daj nehaj, ne, zdaj, kaj ti, že imaš prsta na žvrsto. Tako da je vse zrihtajo in pa smo nekako tudi malo pomagali prečarati ambient tam v Monaku. In v bistvu ta začetek, ne, ko se začne pesem Leti, je dejansko resničen. Tako. In vsi ste jokali. Ja, res, vsi smo imeli, in se prav pogledali smo se, prvo smo se itak z Luko, nama je bilo, pač ker so lani nismo mogli poročiti, in smo imela solzne oči, pol pogledam tam kameramana in tega, ko je bil njegova pomoč, glavno, vsi smo imeli rosne oči, ne. Katarina je pa itak čisto padla, no, tako res je bilo lepo, no. Kako pa se svoje zaroke spominjaš, kakšna je bila? Ja, noro lepa, tudi to, jaz sem Si jo pričakovala? Ne, nikakor. Videla z Luko, tako bom rekla, ne, vsak je v nekem odnosu mogoče malo bolj dominanten in v najnem sem jaz, ne. Bom rekla, da sklepa kompromise, ampak vseeno se mi zdi, da je Luka ful bolj tak prilagodljiv človek, no, ne. In takrat so se glih pogovarjala o tem, ne. Malo mi je začel namigovati, kao, ja, pa poroka, ne, in tretjo, in vse, kao, veš, pa zdaj gradiva hišo, pa ta malo, da sta še mala, pa dej ne, ne, in sem mislila, okej, itak me bo poslušal, ne. Po pa kar, da vem, rojsten dan, mislim, da sem bila 28 let takrat stara, bili smo na Kopah, in on me presenečenje. Torej, nisem ne vedela, kam grem, kolegica me je odpeljala, on je vse zaglumo doma, on je me naredil kosilo popoldne. Jaz ful obožujem Lada Bizovičarja, me je zrihtal klic, da so se nekim Lado spravil smeh, vse okej. V glavnem, in to je bilo to, in sem mislila, okej, zdaj me pa kolegica Špela pelje nekam, ne, tako so bile zmenjene, in ona me ne pobaša v avto in me pelje na Koroško. Jaz sem mislila, da se vozimo nekam na Kras, in me je zavezala oči, tako. In pridejo glavno midve na Kope in stopim ven in sam vidim, ker tako dol sem videla, ne, vidim neke čevlje. In sem mislila, okej, da smo zdaj to neki fancy restauraciji, ona mene zdaj nek gospod prišponaje, me za roko prima in začne meni moj neki peti. Jaz, kaj? Nič mi ni bilo jasno, ne? Je bilo to presenečenje. Polkar naenkrat ljudje, en kolega je bil, ne vem, v tujini, se kar on tam znajde, ki mi je lagal, da je še vedno tam, ne? Skratka, cela družina, moje mami, vse je prišel polnoči. Ta zaroka, ne, totalno nepričakovano. Tudi v bistvu je ful lepo, no, take, pač mislila, da je za rojsten dan, povedal je malo nama, kaj čuti, vse to, ne. Sem mislila, okej, pač, ker imamo rojsten dan, ful lepo, se je potrudil in pol da jaz nisem mogla dati. Tako da v bistvu, mislim, da več kot 1 minuto nisem nič rekla, samo pela sem ga, imela svoj način, pol smo bila tako dol in pol se že, kaj zdaj, kaj je rekla, ne. Sem pol zakričala, da ja, ne. Ne, ful lepo. Mi je bilo lepo, no, da me ni upošteval, ne, ker se me ne rabi vedno upoštevati. Da nisi bila dominantna. Tako. Ja, visoko je postavil, ne, letvico. Kaj bo leto za 30? Ja. Kaj še lahko pripravi neko presenečenje? Pa jaz mislim, da vedno vsako leto se nekako, tudi leto za njegov 30, ko pa smo ga takrat tudi za njegov 28, ne, sem ga pelala na to športno letalo in neki smo imeli presenečenje. Pa je bil letos spet presenečen. Enkrat je bil sam sebi presenečen. Tako da vedno se nekaj spomnimo, ne. Zdaj, prej si omenila tudi, da ste lani sta morala predstaviti ne poroko, zaradi pač poplav. Ja, letos bo, ne? Ja, upam. Ta že nestrpna, je že vse organizirano, verjetno še od lani. Tako, vse je v bistvu že od lani organizirano, sicer za obleko še govorim, da bomo videli, kaj bo, moram iti sploh pogledati, če mi je še prav, ne? Še isto, kot lani. Ja, načeloma, ja, ne, ampak bomo šli pogledati. Aha, dopuščaš možnost, ne? Tako. Moda se spreminja, okusi se. Ostalo pa ja, načeloma je ostalo isto, tako da, super. Slišala sem, težko sta izbrala glasbenike za Ja, s poroko. tem je bilo največ težav. In tudi po moji slovenski glasbeniki izvedeli, da sta nora, ne. Ker smo nekaj imeli že rezervirano, sploh z bendom je bilo tako, ne. Nekaj smo imeli že rezervirano, pa so si premislili spet drugo, pa so rekli, sorry, ampak veš, ful smo gledali tako, da bi bilo čim več v bistvu, bom rekla tako, da se izvaja hrvaške, angleške, slovenske, da je moški vokal, da je ženski vokal. Čim bolj raznolito. Tako, in to so nekako pol dobila, to sem tudi že pač povedala, k nama pel, samo je Lukas, njegova ekipa, tako da se mi zdi, da
tu smo nekako. Pa tudi to, da so dobri muzičarji, da je glasba na nivoju. Ja, seveda. A kdo pa bolj komplicira pri organizaciji, ti ali Ljubka? Pa jaz mislim, da smo banana free. To bi mogla zdaj poklicati najni organizatorki, Barbari, ki ful smo na free, no. Tako nekaj, včasih mogoče kar malo neresno že delujejo, ne, ko nama kaj napišeta, pa ful malo problem se odločiti, oba. Jaz mislim, da sem pod znamenju tehnica, on je pa tak tehnica, pa on je pod znamenju škorpion, jaz sem pa tak škorpion. Tako da v bistvu glede enih stvari, kar so ono 100%, sva itak takoj cak, ne, pa so pa ene stvari, ko kar, ne vem, ti da tam 2 barvi rož, ma ne vem, zber, ne vem, nimam pojma. Ja, ne, ful smo nezakomplicirano, no, tega rekla. Bolj nama pomeni to, kar bo tam, te ljudje, energija, da bomo se fajn imeli, da bo to nek dober žur, lepe spomini, no, ko pa zdaj kako mora kaj izgledati, ne. Itak je fajn, če bo lepo, ne, ampak to prepuščamo Barbarama. Imate otroka kakšno posebno vlogo? Ja, to smo jim pa dali in sicer Tija mislim, da nosi te rožice, taj pa prstančke, ne. Se že veselite? Ja, mislim, govorimo o tem in ja, okej, tako se še ne zdaj, mislim, nimate glih pojma, kaj zdaj to pomeni, kako bo to zgledalo, se mi zdi, da bo ta najbolj videla, ko bo ta tam, ne. Ampak ful je bilo glih lani to, ne, Tija je bila glih še stara, koliko je bila Tija, 2, 3, nekaj takega, ne, in smo tako, a bo ona sploh nesla, kaj če bo ful slabe vole takrat, da je to kul, da ima dama, pa smo pa rekli, če bo ta, če ne, bomo zrihtali, ne, da bo ne drug prineslo, ja. Ne kompliciramo. Kaj pa medeni tedni? Kaj povedata? Vem, da se eden od vaju boji letenja. Ja, on. Upam, da Luka tu presenečenje pripravlja. Aha, to računaš za 30. To je bil zdaj namik. Ne, jaz mislim, da tu malo res veliko težavo s tem, ker je res kot otrok pogledal ful nekih teh nefajn filmov in tudi iz resničnih dogodkov, nekaj se dogajalo. V glavnem, zdaj smo nekako alternativo zbrala križarko. To smo šli lani prvič. Sicer res sem pa glih, jaz imam ful respekt do morja, ne. More tudi, če ful neodkrito in vse in Tebe pa ta širina morja jaz sem bolj straši. pogumna, kakorkoli, ja. Tako da ja, bomo videli. To se zdaj še pogovarjava. Tako se mi zdi, da hoče iti malo čez sebe, ne. Da bi šel na letalo, ampak ne rabi še malo, ja. Pa boste šli družinsko ali se Definitivno. Ne, družinsko, ja. Ker sta tudi rekla, da itak gremo za malo dlje, pa se mi zdi fajn, da sta to malo dva. Je pa res, da ima verjetno vzela s sabo bratca, tako da bomo lahko imela kak dejt. Zelo pametno. Ja, dajva se vrnem če malo k vajenim poslom z Lukom. Imate glasbeno šolo. Tako je, glasbeni center. Kako pa je tam? Rada delaš z otrokom? Ja, zelo. Jaz sem si to, mislim, moja mama je vzgojiteljica, ne, in jaz že, ko sem bila majhna, jaz sem ful rada šla k njej, pač v vrtec, ne, in pa sem jih učila tamle, ko ona je imela te predšolske, ne, in sem jih učila že pisati, pa smo se igrali, pa peli, pa ful imam rada na otroke, tako se mi zdi, da je to res, tudi, ko sem študirala socialno pedagogiko, pa sem si rekla, jaz tega nikoli ne pač delala, ne, ker enostavno pač nimam časa, da bi zdaj še bila v službi, ne vem, 8 ur v šoli ali kjerkoli, ne, in se smo pa to združila s petjem, ne. In mi je ful dobro, ful se mi zdi, da te veščine, vrline, ki sem jih dobila na tem faksu, lahko tudi nekako pokoristim tukaj in pomagam pač, ker se veš, pač ni samo petje, ampak je tudi v bistvu nekako, da verjameš vase, ne, da imaš to moč, ne, in da tudi najdeš sebe v bistvu skozi glasbo, ne. Tako da je vse skupaj, vse tehnike in pravilnega petja, ne, še vse drugo. Pa je veliko malih talentov. Ja, ful. Tako rekla, da Koroška sploh ne, zdaj, jaz ne vem, ali je to, kot govorimo, da ampak ja, ful so nadarjeni. Jaz nisem mogla verjetno, ko so mi prihajali. Mislim, da do zdaj, pač se zgodi, da koga tudi zavrnem, ne, tako bom rekla, nismo vsi za vse, ne. Tudi jaz recimo nimam pojma, kar se tiče računalnikov, ne, nisem dobra, ne vem, v hokeju in podobno, ne, pač nismo vsi za vse, ne. Tako da ja, ampak mislim, da sem do zdaj 2, da sta prišla, da sem pač rekla, da ne. Drugo je pa ful so talentirani in ful mi je to fajno delati z njimi. V kolikšni meri pa se ti zdi, da je pomemben talent, koliko pa je tega trdega dela, verjetno sama pri sebi? Ja, mislim, talent definitivno nekje je, te potenciali, je pa tudi res, da ne moš pa ti, da ne vem, na 1 uri reči, ja, zdaj ta pa ni, ne, jaz tudi vedno pol, ne vem, imamo še učiteljice, pa rečem, dajte še sprobati, dajte še kako uro česa, ne, mogoče ti je bil takrat nekdo nesproščen in podobno, ne, se pač neke stvari vidijo, zdaj, če ti nekega tona res pač vidiš, oziroma par tonov ne zadaneš, ne, in da ne gre, pač
pol veš, da to se je težko priučiti, ne. Zdaj pa, če so pa neke stvari se da naučiti, valjda, ne. Definitivno pa, če imaš talent, da si podkovan z nekim potencialom, pa definitivno to lahko rasteš, če si še zraven priden. Eni pa tudi pridejo, pa so že, mislim, Grajeni. wow, ja. Tudi tako bom rekla pri tamalih, ne, sploh kot to je petje na prepono, ne, imaš si kdo še na grlo poje, pa ne vem, so neke take stvari ali pa dihanja, ne, eni imaš že to kar vse pa, ne moš pač to naučiti, ampak to se vse da pač naučiti, tako da definitivno, da ja, če nek potencialni talent pa moraš imeti, definitivno. No, če govorimo o talentu, ne, lepo si to zapeljala, tudi ti si se udeležila raznih teh tekmovanj. Kakšne so bile pa to izkušnje? Ja, bila sem Naslednja ima talent, ne, potem misija Eurovizija. Ja, ful v redu izkušnje, bom tako rekla, da zdaj Slovenija ima talent, v bistvu vse posod je bilo ful je odziv, tudi strokovne komisije, vse, ne, ampak recimo nisem pa prišla v polfinale, ne, ali pa ne vem, na misijo Euroviziji isto, ne, nisem prišla med zadnjih 8, se mi zdi. Tako da ja, v bistvu je tudi kot najstnica takrat, ne, ko se spomnim se boriti s tem porazom tudi, ne, prideš nekam, si vesel, se pokažeš, vse je, ful je bilo dobro, vem, da takrat je bila tudi televizija je bila takrat ful gledana, ful je bilo odzivov in vse, ne, in pokar naenkrat, ne vem, pa pride informacija, ja, zdaj pa ne greš polfinale, ne, jaz pa takrat, 16 let stara punca, ko veš, da si itak želiš in vse, in že sanjaš vsem, ne. Ampak se mi zdi, da je prav, da se je tako zgodilo, ne. Ker se mi zdi, če v življenju se nekako naučiš tudi sprejeti poraz, da nisi vedno, da zmagaš, da se moraš za nekaj potruditi, da moraš delati naprej, torej ne zdaj, če sem prijedu poraza, se ustaviti, pa zdaj pa to, ne. Tako da ja, zato sem ful hvaležna, v bistvu tudi za take izkušnje. Zdaj, takrat pa so bili vsi drugi krivi verjetno. Si pa potem zablestela, ne, v šovu Znano bratstvo nas pogleda. Ja. Kakšna je bila pa to izkušnja? Jaz se spomnim Kekca, se mi je zdeli izvencovno obdobja. Tako bom rekla, da Kekec mi je bil najbolj ljub, če zdaj pogledam za nazaj. Definitivno je bil kot ženska, ne, izvencovne obdobja, ne, mogla sem biti nenamazana v pač bosih nog, ne, in tamle korakati in pet, skakati, ni da ni, tudi je bila težka vloga, no, čeprav se mogoče zdi, da je v izi, pa ni bilo najbolj lahko, tudi kondicijsko bom rekla, da cel šov, no, je bil zelo zahtevan, ne. Tudi to, jaz pač imam še doma malo otroka, ne, ampak to je bilo ful dobro, kak Kekci in kak je take Lizo in to, ne, in je bilo ful zabavno, ne, ker sem se potem pačila doma in ja. Ja, lepo je bilo, no, tako bom rekla, tudi ena taka odskočna deska, bom rekla, da končno nisem bila več partnerka Luke Basija, ampak končno sem bila tudi najsta, ki dobro poje, ki je nekaj pokazala, ne. Tako da ja, ful, to mi je bilo cool, no, da sem šla v to. Čeprav mi je bilo na začetku ful strah, kako bom sploh jaz to. Jaz recimo nikoli nisem koga oponašala, ne. Ker tam so bili, ne vem, recimo Adriana, meni je bila ona carica, za mene zmagovalka, ne. Ona je rojena za to, da pač oponaša, da vse, ne. Jaz pa ne, jaz sem pač vedno pela kot Nastja, ne, zdaj pa se preleviti vse te pač ne stvari, ampak v ljudi, ne, znane obraze, je bilo pa to kar... Si mogoče koga želela imitirati, pa ti takrat ni uspelo, ti ni bilo dano? Ja, tako bom rekla, mi smo vedno takrat v nedeljo izvedeli, ne, za te stvari in ne vem, se mi zdi, da veliko je bilo takih vlog, ki jih sploh nisem poznala, ne. To je bilo od Eve Max do Lizo, sploh te angleške, jaz se to sploh ne poslušam. In sem bila tako, zdaj se to naučiti vse. Tudi se mi zdi včasih, recimo Eva Max, mi sploh ni pasala, ne. Tako, ko sem dobila recimo Rože, Kekca in to, jaz sem bila tako vesela, ne, ker se mi zdi, vsem sem se lažje prelevila. Vse to se je tudi videlo, ne, potem, pač, da so bile dobre interpretacije in imitacije, ne, kot pa kakšne druge. Ampak vedno je bil izziv, verjetno. Ja, vedno je bil ful velik izziv, no. Ja, kdo pa je mogoče tvoj glasbeni idol, no? Je Slovenka, Slovenec? Ja, mislim, idola nikoli nisem imela, da bi rekla, zdaj pa bi rekla, da tak žanrsko, če se lahko osredotočim, je mogoče Tabu. Predvsem s pevko Nino takrat in pa Alja v tistih časih, to pač kar se tiče žanra. Kar se tiče tega, rekla, kot pevke, ne, tudi tako tehnično dovršena in vse mi je ful dobra Adele, recimo, ne. Veliko sem Adele tudi preposlušala. Ampak tudi tako, rekla, mi imamo ful dobre pevce v Sloveniji. Tudi od Nine Pušlar, Eva Boto, recimo, itak ful, tudi naša Krušica, ne. Res imate bogat bazen. Ja, ful, ja. Tako da bi rekla, da imam idol, ga res nimam, no. To smo tudi včasih s mojim debatirala, ima ful, ne vem, Rosija, recimo, ali pa ne vem, nikoli nisem tako nekoga imala, zdaj pa, a ne, je pa tako, imam pa rada. Nasplošno imam tudi rada glasbo, veš, tudi ne vem,
iz Hrvatije, ne, ki so Vana, recimo. To obožujem jo, ne. Ful se mi zdi, da je enih izvajalcev in ne morem si zdaj reči, da je en idol. Zdaj, tvoj dragi je nekako prodrl tudi na ta hrvaški trg. Tudi tebe, Mika, kdaj? Ja, veš, kako Ta bom rekla, tujina. ja, velikokrat sem se tudi spraševala, tudi recimo pesem Za tebe bi vse to ponovila, sem jaz napisala v hrvaškem jeziku. Ne me vprašati, zakaj nimam pojma, ampak to mi je steklo. A si na morju mogoče? Ne, v bistvu je bila fora glih v tem, jaz sem škorpionka in sem hotela povedati, da sem pač skorpija in ne, in me kar v hrvaškem jeziku, in sem škorpionka, pač ne zveni, ne, in mi je celo besedilo steklo, ne, tako da zato smo tudi potem Roka Lunačka poklicala, da nam je pomagal, da je to slovenščina, ne. Ne, definitivno se mi zdi, pač, da mi slovenščina tudi bolj leži, tudi mi je bolj mislim, jezik, ki ga obvladam, no, tako bom rekla, ne. Moj še vsem hrvaško dobro zna, jaz ne znam, jaz, ko grem pač na Hrvaško, govorim tisto slovensko hrvaščino, se mi zdi, da moraš biti res dober v tem, če tudi želiš kaj takega izvajati. Je pa res, da imam ful rada Parni Valjak, no, tudi ko smo pri tem, obožujem Parni Valjak in ful rada zapojem, kako Lutko Zabal, Ugasi me, Dok je tebe, tako da ja, definitivno me mika, ne, ko sem na nastopih, tudi ko grem na presenečenje, pojem večino v slovenščini, ampak tudi Stari rok. Ja, stari rok, ja. In hrvaški stari rok mi je tudi dober, ne, tako da, ja, sploh tudi Slovenci se ful to opredeljujemo, to, ja, zdaj pa slovenščini, pa hrvaščini, pa kaj zdaj pa, ne. Mogoče se preveč obremenjujemo tudi s temi stvarmi, no. Ker glasba nima meja, ne. Ja, definitivno, ja. Zdajle smo v času Eurovizije, Eurosonga, kaj spremljaš? Ful slavo, nisem kaj spremljala, malo mi je moj poročal zdaj, da so gledali Doro in, ja, ne vem za Raven in vem za Veroniko, ne, to sem si poslušala, tako da ja, mislim, glede tega, če smo že pri tej temi, mi je ful dobro to, da smo Slovenci lahko glasovali za nekoga, ne, to mi v tem letu ni bilo všeč, ne, da se kar nekaj izbere in se mi zdi, vsem kot narod, da je fajn, mislim, tudi, veš, to povezanost, ne, ker že tako zgubljamo to, veš, pa ni te gledanost televizije, pa vse, zdaj pa še to določimo, ne, pa se mi zdi, da je fajn, da so tudi ljudje pač prisotni pred tem, sej definitivno je vedno v zadju lahko neka strokovna komisija, ki valjda tudi malo bolj ve, ampak itak že načeloma bi mogli sprejeti ljudi, ki so dobre, ne, potem bi ljudje mogli samo zbrati najboljšega od teh dobrih. Si se sama kdaj potegovala za... Ne, to pa nikoli se še nisem prijavila. Te Mika? Ja, itak da, mislim, da rečeš, da na popevki si bila, ne? Ja, to ja, ampak da stoji, oziroma ne, mislim, Eurovizija je bila v bistvu, tako, takrat je šla Eva Boto, ja. Ja, tako da v bistvu sem se prijavila, ampak ni uspela. Ja, ne, nisem pa v tem razmišljala zdaj, da bi kaj, mogoče le. Ja, definitivno si vsak izvajalec verjetno želi stati na tem velikem eurovizijskem odru in imeti to izkušnjo. Mogoče pa z Luko, ki je skupaj ustvariti. Ja, nikoli ne veš. Ja, nič, Nastja, počasi sva prišli do konca najnega pogovora. Jaz pa za konec vedno gosti pripravim 3 časopisne naslove, ki so kot en moj pogled v prihodnost, če bi mogoče kdaj lahko prebrali kaj takega. To je čisto izmišljeno, ti pokomentiraš, če je možno, da bomo to prebrali. Okay. No, in ker smo ravno omenili, ne, Nastja in Luka posnela romantični duet. Daj razmišljate, verjetno se pogovarjate kaj. Ja, mislim, tako bom rekla, midva sama, da bi zdaj to željo imela, midva ima eno pesem, ki jo bo pač predstavila na poroki, ne, to sva pač na njo zaplesala, valjda, kot izvajalca moramo na nekaj svojega, ampak nikoli nisva to želela, da to javnost, ne. Zdaj pa bom rekla, da je vedno ta pritisk ljudi, oziroma pritisk, bom rekla, ta želja, res vidim, koliko si želijo, oziroma želite, kakorkoli je, lej, mogoče pa ja, mogoče. Dava eno vprašajče. Ja. Kaj pa tale? Nastja Gabor presenetila, izdala je album otroških pesmi. Omenila si, kako imaš rada otroke. Si kdaj razmišljala, da bi kakšno otroško pesem, znajo biti veliki hiti, ne? Ja, res sem razmišljala to. Takrat smo se Cerkljak, sem še klicala Klemna, a boš ti meni to pomagal malo, ful tudi mi je bilo dobro, nekaj sta ta mala dva odraščala, ne? In sem rekla, ker dejansko sta se ful lepo naučila govoriti, glih prek pesmica, ne, marsikdo mi je rekel, kako dobro ona dva govorita, ne, in se mi zdi, ful to, ne, pesmi, besedila, petje, da ful otroci s tem dobijo in vsaka pa zakaj pri nas več ni tega, dobro čuki, kar še delajo, ne, ampak ni več, tako smo mi imeli, ja, ampak to je že vse staro, ne, kar smo že, ampak nimam časa za to, ful bi, če bi imela še 24 ur več v dnevu. Pa boš lahko kupila čas. Mogoče, ko bom starejša, babica.
Ja, za vnuke Ja, mogoče. evo. No, potem pa še tale, ta je pa bolj tak ženski. Nastja Gabor neprepoznavna postala je črnolaska. O, ne. Bila si že črnolaska, ne? Ne. Je možno, da te še Ne, vidimo. nikoli. Ne. To je zaključeno poglavje. Tako. Ful se mi zdi, da me je ta črna tako poostrila. Sicer v tistem obdobju mi je bila ful všeč, sem bila ful rada črnolaska, ne. Ampak ne, se zdaj prav fajn počutim, tako ta malo naravna, pa blond zraven, to mi je super. Pa še te Tudi ni toliko dela, veš, pri črni sem se skozi mogla na vsak mesec, takoj se je narastek vidno, ne, jaz imam svoje, pač, da si svetle, tako da ful je manj dela in fajn mi je, tako ja. Torej ne bomo šokirani, da boš v poročni obleki s črno prečesto. Ne. Okay. Nastja, najlepša hvala. Ja, Želim hvala ti eno tebi. čudovito leto. Imaš tudi okroglo, Tako je, dnevno 30. zabavo letos. Tako da te čaka kar nekaj zelo lepih Ja, dogodkov. Pa čim več pesmi delati, Ja, ne, da seveda. izdam svoj prvi CD počas. Ne, A to imaš v planu še letos? Tako, bomo videli, ja, letos drugo leto. Bomo videli. No, potem pa veliko inspiracije in seveda ostani še naprej tako Hvala. nasmejana. Najlepša hvala. Hvala. To je bil Šokcast. Hvala, da ste bili z nami.